Lepo pozdravljeni in dobrodošli na 4. predavanju v okviru ciklusa javnih predavanj Govori FF, enega izmed osrednjih dogodkov ob 100-letnici univerze in seveda tudi naše fakultete. Danes je z nami redna profesorica doktorica Vanesa Matajc z oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo. Njeno predavanje pa nosi naslov Sodobna evropska književnost, spomin in zgodovina. Če dovolite, bom spregovorila nekaj zelo kratkih besed oziroma nekaj malega besed o današnji predavateljici. Profesorica doktorica Vanesa Matajc je redna profesorica na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Predava literarno teorijo in zgodovino romana ter vodi zbirni seminar Sodobni svetovni roman. Poleg tega se njene raziskovalne teme nanašajo na literarne smeri romantike, moderne in modernizma, v zadnjem desetletju pa teoretsko in literarno-zgodovinsko na razmerja med književnostjo in zgodovinopisjem, posebej na problematiko pričevanja in strategij njegovih uporab v književnosti. Med letoma 2006 in 2010 je bila predsednica Slovenskega društva za primerjalno književnost, soorganizirala in organizirala je več mednarodnih konferenc in bila med drugim tematska urednica sklopa Rhetorics of Space pri znanstveni reviji Neo Helicon. Izvolite. Hvala lepa za tole prijazno predstavitev. Spoštovane kolegice in kolegi, danes bom pripovedovala torej o razmerju med evropsko književnostjo 20. stoletja, predvsem romanom, ne pa izključno, zgodovinopisjem in spominom. Vnaprej se opravičujem, ker čeprav literarna zgodovinarka, danes ne bom veliko uporabljala literarno-zgodovinskih virov, pač pa predvsem teorijo zgodovine. Teorijo, ki se je začela intenzivno razmišljati s Haydenom Whiteom ponovno v drugem desetletju 20. stoletja in jo danes nekako čedalje bolj zbližuje s književnostjo in literarno teorijo nekaj novih pogledov na način predstavljanja preteklosti. Pravzaprav na različne načine predstavljanja preteklosti. Mnoge humanistične vede in umetnosti in v njej seveda književnost ob izteku 20. stoletja in ob začetku 21. stoletja prepoznavajo svojo vpetost v tako imenovano kulturo spominjanja. O vzrokih, ki so vzpostavili spominjanje kot tudi evropski kulturni fenomen, o teh vzrokih ne bom veliko govorila. Govorila bom predvsem o tem, kako se oblikuje in kako deluje kultura spominjanja, še posebej v književnosti. Predvsem bom govorila o dialogu med sodobno evropsko književnostjo in sodobnim zgodovinopisjem. O vlogi spomina torej, ki deluje med njima, o njunem medbesedilnem razmerju, o razmerju navsezadnje med etično in estetsko razsežnostjo. Beremo kratko pripoved iz sodobne poljske književnosti. Kraj dogajanja, Varšava, čas, sodobnost. Glas zbiralke pričevanj in njihove literarne oblikovalke pripoveduje takole. Nova stanovalca na Andersovi ulici, starejša zakonca. Njun blok so zgradili po vojni na ruševinah vogalne hiše. Tujo navzočnost sta začutila pred nekaj leti. To ni bila sovražna navzočnost. Nekdo je potrkal na vrata, sklatil pokrovko v prazni kuhinji, stopal po podu, božal mačko. Mačka ga je ovohavala, predla. Nekdo visok je stal poleg nje. Včasih jih je pridrla na obisk cela množica. Nastala je zmeda, direndaj. Imela sta občutek, da jo obdaja brezglasni, nemi trušč. Ženi je prvi prišlo na misel,
da so duhovi židovski. V vsem okolišu so med vojno živeli Židje, med vojno pa je bil tukaj geto. Rabin, kaj sploh hočejo židovske duše od naju? Ne vem, je priznal Rabin. V normalnih časih se duše napotijo v nebo, toda vojna ni bila normalen čas. Tako pripoveduje literarno Hana Kralj v pripovedi Navzočnost. Navzočnost, živo prisotnost preteklosti, ki jo torej literarno priklicuje poljsko-judovska pisateljica Hana Kralj, poglejmo zdaj z očmi portugalskega teoretika zgodovine Fernanda Catroge. Catroga poistoveti vračanje prisotnosti z reprezentiranjem odsotnega. Reprezentacijo tu razumemo kot ponovno unavzočenje. In ker je ponovno, je vselej in nujno tudi drugačno od tistega nekoč. Od tistega nekoč, na kar se nanaša. Od tistega, kar se je nekoč dogodilo, od tistih, ki so bili neposredno navzoči nekoč. Z vidika časovnosti je reprezentiranje, priklicevanje ponovne prisotnosti, dejanje posredovanja med preteklostjo in sedanjostjo. In, kot pravi Catroga, tudi prihodnostjo. Kot dejanje posredovanja je reprezentiranje, torej neizogibno tudi že preustvarjanje, ponovno ustvarjanje tega preteklega, na kar se nanaša. Na tej točki se vsaka na svoj poseben način stikajo, srečujejo književnost, spomin, zgodovinopisje. Njihovo komunikacijsko sredstvo, sredstvo posredovanja so besede. Nisem zgodovinarka, sem literarna zgodovinarka. Pri zgodovinopisju književnosti pa zato seveda upoštevam teorije zgodovinopisja nasploh. Ena od teh sodobnih teorij zgodovine, ki jo v epistemološkem, tako imenovanem estetskem obratu utemeljuje Frank Anker-Smith, zgodovinopisje razume kot reprezentacijo. Do celovite pretekle realnosti, ko se je ta dogajala kot sedanjost, preprosto nimamo več neposredno izkustvenega dostopa. Odkrivamo jo v njenih sledeh. Zgodovinopisna teorija in interpretacija, pravi Catroga, citiram, pretvarjata sledi v zgodovinske dokumente. Zgodovinopisje torej dejansko spreminja, preobraža sledi preteklosti. V kaj? Če malo razmislimo. Ko se sledi preteklosti pretvarjajo v zgodovinske dokumente, se preobražajo v sinekdohe, dele in delce, ki naj priklicujejo celovitost nekdanje realnosti. Deli, delci, drobci. Oblikovani v zgodbo z začetkom, sredino in koncem. In vzročno-posledična povezava delcev v jasno celoto. Ali pa tudi ne. Delci lahko ostanejo samo delci, nepovezani. Zgodbo o tem, med drugim o tem, kako se drobci niso zmogli povezati v zgodbo, pripoveduje Maja Haderlap v romanu Angel pozabe. Zgodba razbitih drobcev. Oče k Wehrmachtu, oče dezertira, mama v Ravensbrück, mlajši brat, starejši brat v Dachau, v Stein an der Donau, gestapovski zapor v Celovcu, Mauthausen, Lublin, Moringen, Auschwitz. Sinekdoha je retorična figura, pars pro toto, del za celoto. Deli, delci nekdanje realnosti se sestavljajo, skupaj oblikujejo v celoto, ki naj, kot pripovedna slika, upodablja preteklost. Pripovedno dejanje posredništva med preteklostjo in sedanjostjo je nujno že pripovedno oblikovanje preteklosti. Implotment z angleškim pojmom. Njegovo retoriko, veščino njegovega govora, posredovanja, komunikacije
vodi princip takšne ali drugačne preglednosti, razvidnosti, v kateri se upodablja, predstavlja, reprezentira nekdanja realnost. S to sodobno teoretsko razlago zgodovinopisja kot reprezentiranja in seveda s tem tudi tesnega sorodstva med zgodovinopisjem in književnostjo, s tem zgodovinopisje ničesar ne izgublja, ne specifik svojega znanstvenega diskurza, ne svoje avtonomije pri človeškem pridobivanju vednosti. Nasprotno, zavest o zgodovinopisju kot reprezentacijskem, oblikovalnem posredništvu med preteklostjo in sedanjostjo po moje kvečjemu stopnjuje humanistični pomen zgodovinopisja. Humanistični pomen, tako na ravni spoznavanja, kot seveda tudi etične odgovornosti tega spoznavanja. Individualna in kolektivna neposredna izkustva nekdanje realnosti so mnogotera, zelo, zelo raznolika. Številni sledovi preteklosti so zato razumljivo ostali nepredstavljeni, izginuli, odsotni. Ampak, kot pravi Katroga, citiram, zgodovinar ne sme pozabiti dialektike, ki obstaja med zabeleženim in pozabljenim. V zgodovinopisju kot celoti se z, še vedno citiram, neizrečenimi vrzelmi in v pretiranih spominjanjih, celo pretiranih spominjanjih, skriva skupna grobnica marginaliziranih in pozabljenih, ta pridušeni odmev tišine, ki ga mora zgodovinar poskusiti slišati izven zvoka anamneze, pravi Katroga v svoji študiji o razmerju med zgodovino, spominom in izkustvom. Anamnezis, grško spominjanje. V spominjanje je neizogibno zaradi selektivnosti tako zaznavanja kot pomnjenja, zaradi selektivnosti individualnih in kolektivnih spominov nujno opisana tudi pozaba. Angel pozabe, a pozaba je lahko tudi, včasih je lahko tudi potlačitev, zamolčevanje, načrtno prikrivanje, poskus izbrisa tistih sledov preteklosti, ki bi kot nasledstvo te preteklosti lahko preplavili sedanjost in predvsem ob kaosu, ki bi ga to prineslo, domnevnem kaosu, nepreglednosti, čudnosti, bi lahko tudi to izbrisovanje sledov preteklosti navsezadnje relativiralo podobo, v kateri si neka skupnost oblikuje svojo identiteto. Tako izbris kot priklic, ponovni priklic, seveda oblikujeta identiteto, tako posameznika kot skupnosti. Ampak zdajle nas najbolj zanima posledica izbrisovanja sledov. Ti bi torej, če bi se izrazili, morda lahko preplavili sedanjost. Relativizirali idejo, ki sedanje skupnosti oblikuje v njihovi identitetni podobi. In s tem v zvezi se bom obrnila na Nobelovo nagrajenko za književnost Svetlano Aleksijevič. Verjetno se spomnite njenega besedila, njenega dokumentarnega pripovedovanja o Černobilu, ki je izšel tudi v slovenskem prevodu. Tule pa imam, sicer v angleškem prevodu, zbirko njenih raziskav
zbirko pričevanj, ustnih pričevanj žensk iz nekdanje Sovjetske zveze, ki so se udeležile na takšen ali drugačen način druge svetovne vojne, v Rusiji imenovane domovinska vojna. Svetlana Aleksijevič pripoveduje, zbrala je pričevanja žensk, ustna pričevanja o izkustvih vojne. Oblasti so ji prepovedale objavo in Aleksijevič razmišlja. V čem je bil moj konflikt z oblastmi? Razumela sem, velika ideja potrebuje mala človeška bitja, ne velikih. Veliko človeško bitje, bitje torej z neko človeško veličino, pa naj je po svojem družbenem statusu še tako majhno. Tako bitje je ideji odvečno in nadležno. Konec citata. V Sovjetski zvezi po perestrojki, v vzhodni Evropi prav tako po perestrojki in padcu Berlinskega zidu, na Zahodnem Balkanu po jugoslovanskih vojnah, po razpadu Jugoslavije, v Španiji postopno po Frankovi smrti, razpadu frankističnega režima. V tem času so to ali ono idejo, ki je prej dominirala skupnostim, ki je interpretirala preteklost ljudi v teh prostorih, v obliko uradnih zgodovin. To idejo so torej v tem času relativizirale raznotere, prej izrinjane, zamolčevane sledi preteklosti. Preteklosti 20. stoletja, ki ga je zgodovinar Erik Hobsbawm označil kot čas skrajnosti. Mnoge sledi, drobci, se niso izgovarjali zaradi strahu. Anonimna pričevalka Svetlana Aleksijevič pravi, citiram, po zmagi je vsakdo umolknil, v molku in strahu, kakor pred vojno. Mnoge individualne sledi se zaradi posameznikovega preveč grozljivega izkustva pretekle realnosti pa sploh niso mogli izgovoriti in pripovedovati. Tudi te izkušnje najdete v zapisih Svetlane Aleksijevič. Niso se mogle izgovoriti, niso se mogle pripovedovati, ostale so potlačene kot travma in se prezentirale, uprizarjale, neposredno uprizarjale kot neopomenjene sinekdohe preteklosti. V obliki nenadne asociativne groze, krikov, umolkov, nočnih mor ali tudi nerazumnih pretečih dejanj. Iz Maje Haderlap. Neko nedeljsko dopoldne mama v joku plane v kuhinjo. Prosi babico, naj gre z njo. Ne ve več, iztisne iz sebe, kako naj pomaga očetu. Babica očitno sluti, zakaj gre. Slišim, da oče v čebelnjaku poje, Vigrec se povrne. Žalostno pesem o pomladi, ki se vsako leto vrne in vse prebudi v življenje, samo zanj ne bo nobene pomladi več, poje, ker bo umrl. Bolščim v odprta vrata čebelnjaka in za hip razločim, zdi se mi, očeta s puško v roki. In skoraj več kot 100 strani pozneje beremo o usihanju empatije v zdajšnjost, o ujetosti v lastno telo, v katerega presnovi je zaklenjena preteklost, kakor živ spominski mikrob, ki se ob določenih priložnostih polasti človeka, ga zaraste in odtrga od vsega sedanjega. Konec citata. Sled preteklosti kot potlačitev, odsotnost sledi. Kako reprezentirati potlačeno preteklost, kako jo komunikacijsko posredovati drugim posameznikom, posameznicam, drugim skupnostim, da jo vgradijo v svoja lastna nasledstva preteklosti, kar je
neizogibno potrebno za skupno sobivanje. Reprezentacija različnih individualnih in kolektivnih spominov je neizogibna za možnost skupnega sobivanja, dialog med njimi. Kako torej? Odgovor na to je najprej dala književnost. Poseben žanr književnosti, ki se imenuje pričevanska književnost. Ampak to se ni zgodilo šele proti koncu 20. stoletja, v času, ko nam je zavladala kultura spominjanja. To se je zgodilo že prej. Za začetnika pričevanske književnosti velja povratnik iz Auschwitza, preživelec in pričevalec holokausta, judovsko-italijanski pisatelj Primo Levi. Njegov pričevanski roman Ali je to človek, ki je preveden tudi v slovenščino, je izšel leta 1947 po dolgih težavah, saj je Levijevi pripovedi komaj da kdo verjel, da je resnična. Tako grozljiva je bila. In zanjo so se komaj našle besede, saj je govorila o dotlej večini ljudi popolnoma neznani realnosti, celo nepredstavljivi realnosti uničevalnih taborišč. Od takrat naprej, od 1947, se je korpus literarnih, pa polliterarnih in ustno-pričevanskih besedil razrasel na čisto neobvladljivo število. V literarni vedi pa ta korpus pričevanskih besedil ustvarja presečno množico s korpusom ne nujno samo pričevanske književnosti holokausta, pa s korpusom književnosti taborišč. Iz tega korpusa recimo govori tudi pričevanski roman, slovenski roman Borisa Pahorja Nekropola. V to presečno množico je vstopil tudi korpus književnosti iz gulagov. Iz tega korpusa je prva spregovorila dolga novela, torej prva objavljena spregovorila dolga novela Aleksandra Solženicina, En dan v življenju Ivana Denisoviča. Pričevanje samo kot posebna možnost pripovedi pa je sčasoma postalo tudi referenčna, nekako modelna oblika pripovedi za zelo mnogovrstna literarna besedila, ki tematizirajo ne zelo oddaljeno preteklost. Če bomo utegnili, si bomo pozneje ogledali tudi možnosti, ki jih predlagam, zato da se žanrsko lahko razčlenijo literarne pripovedi o preteklosti, ki se nanašajo na pričevanje. Ampak prej imam v mislih pomembnejše stvari. Pričevanska književnost je povezana s posameznikovim poskusom, da bi si nekako priklical travmatično izkustvo iz potlačitve, kjer je navzoče brez oblike, v odsotnosti. V slovenskem prostoru se predvsem Marija Jurič Pahor. V mednarodnem prostoru so se predvsem Šošana Felman in Dori Laub, pa Cathy Carroll ukvarjali s problematiko travme. Travma razruši človekovo zavest, travmatično izkustvo razruši človekovo zavest tako, da se ta izkušnja preprosto ne more ugraditi v človekovo zavest, v človekov spomin, ni umestljiva v obstoječe sheme smisla, ki jih ima posameznik, posameznica v svojem umu in po katerih se znajde v resničnosti, si jo osmišlja. Preprosto takšno travmatično izkustvo celo razdere te strukture smisla. Pričevanska književnost pa je torej povezana s poskusom, da bi si
to travmatično izkustvo posameznica priklicala iz te potlačitve, kjer je torej navzoče brez oblike in absencija odsotno. Hkrati pa je to povezano s poskusom, da bi se našlo besede, s katerimi bi bilo to izkustvo mogoče sploh izraziti, ga pripovedno oblikovati, pripovedovati, predočiti sebi in drugim, da bi tudi drugi slišali, vedeli, razumeli. Jurij Mihajlović Lotman, ki je v Estoniji, na univerzi v Tartuju, razmišljal o semiotiki, še prej o strukturalizmu in ga danes zelo upošteva tudi sodobna kulturna zgodovina. Jurij Mihajlović Lotman je razmišljal o strukturi umetniškega teksta in ugotavljal, da komunikacija poteka bodisi v razmerju jaz, bodisi v razmerju jaz-drugi. Ampak v bistvu je tudi komunikacijsko razmerje jaz-drugi na nek način razmerje jaz. Povedati moram sebi, da lahko povem drugim. V tem primeru pričevanske pripovedi je to zelo očitno. Pripovedno torej oblikovati, nekako najti besede za to travmatično izkustvo, da bi ga drugi slišali, vedeli, razumeli in vgradili, kot sem prej rekla, v svoja lastna nasledstva preteklosti, v svojo lastno sedanjost, za sobivanje v sedanjosti. Ta poskus pa je vezan na delovanje spomina. In za ta poskus tradicionalni žanr zgodovinskega romana nekako ne zadošča. Poleg tega v nemški literarni vedi, predvsem v nemški, v slovenski pa zlasti v študijah Mirana Hladnika, kar slovenisti, slovenistke dobro veste, časovna oddaljenost prikazane preteklosti zelo vpliva na to, ali roman, ki to preteklost predstavlja, lahko označimo za zgodovinski roman ali pa ne. Zgodovinski roman pripoveduje o tisti preteklosti, ki je od avtorice, avtorja oddaljena 2 ali več, pogosto tudi mnogo generacij in je s tem avtorici, avtorju izkustveno nedostopna. Drugače pa roman, ki predstavlja avtorsko še izkušeno doživeto preteklost, lahko nekoliko natančneje označimo z roman časa ali tudi časovni roman, Zeitroman. Ta, citiram Hladnika, zadeva tisto vrsto pisanja, ki je nastajalo v prelomnih zgodovinskih trenutkih ali kmalu po njih in jih tematiziralo z izraznimi sredstvi in v maniri zgodovinskega romana. V literarni zgodovini je zanjo v navadi torej termin roman časa. Ampak tudi roman časa, kolikor nastaja v prelomnih zgodovinskih trenutkih, na katere se nanaša, s takšnim načinom pripovedovanja, ki spominja na zgodovinski roman, ne zadošča za posebnosti pričevanske pripovedi, pričevanske literarne pripovedi ali pa tistih literarnih pripovedi, ki se nanašajo na model pričevanja. V teh, torej pričevansko toniranih pripovedih, bolj kot kdaj prej v književnosti pride do izraza vloga spomina. In včasih, kakor v romanu Angel pozabe, Maje Haderlap, včasih je spomin zdaj celo temeljni gradnik literarne reprezentacije preteklosti. Temeljni gradnik je spomin kot razmerje med individualnim in kolektivnim spominom in uradnimi zgodovinopisi. Tale odlomek sem rajši dala na projekcijo, ker je dolg.
pripoveduje prvoosebna pripovedovalka Mic v avtobiografskem diskurzu v romanu Angel pozabe. Pripoveduje že kot odrasla pripovedovalka, v njenem spominu, ki posedanja preteklost, pa deluje pripoved njene babice. Babica je bila ena od tistih prebivalk okolice Železne Kaple, ki so bile med vojno odpeljane v Ravensbrück. O tem natančneje piše knjiga kolega literarnega zgodovinarja iz Gradca o ženskah in njihovih ustnih pričevanjih ali tudi literarno oblikovanih lastnih pričevanjih, kaj so doživljale med drugo svetovno vojno. Babica pripoveduje. Ves dan so bile na poti. Vračajo se s taborišča. Ves dan so bile na poti. Ko so prispele na Hrvelnikovo posestvo, se je že stemnilo. V hlevu je slišala nekoga molsti. Vstopila je in rekla: "Dober večer." Mlekarica je prevrnila namolzeno mleko. Tako se je razveselila. Mleko je kar špricovo, reče babica. Milka je skočila na noge in zavpila: "Mici, vi ste spet tu, mislili smo, da ste mrtvi." "Še več nas je odgovorila in pokazala na ženske, ki so čakale zunaj. Na Gregoričko, Mimi, obe Mici, na Frido in Malko. Vsi so pritekli, vsi, ki so živeli na posestvu. Mimi so pri Hrevelniku povedali, naj ne hodi domov, ker je pri Kahu vse uničeno. Gregorička je odšla k Rigelniku, upajoč, da jo bojo tam vzeli k sebi. Gregoričevo posestvo je bilo uničeno, mož je umrl v Dachavu. Otroke so spravili k tujim ljudem. Pri Hrevelniku je tudi babica izvedela, da so dedi in pobje že doma. Milka je povratnicam dala sveže namolzenega mleka. Nikoli ne bo pozabila okusa tega mleka, reče babica in obmolkne. Od tu naprej je nekaj molka. Spomin, babičin spomin se lahko oblikuje v besede, v pripoved. Travmatično izkustvo je na nek način predelala. Povsem pa ga ni iz teh krajev in od ljudi, ki so doživeli medvojni teror okrog Železne Kaple, povsem pa ga ni predelal, prebolel nekaj časa, dolgo časa po vojni nihče. Tudi zato, ker ga je uradna zgodovina na eni in drugi strani meje precej odrivala iz institucionaliziranega spominjanja, iz tako imenovanega kulturnega spomina, ki je po Janu Assmannu del kolektivnega spomina. S tem pa seveda prispeva tudi k uradnemu zgodovinopisju na eni in drugi strani meje. Jan Assmann, najprej arheolog, sčasoma tudi eden najvplivnejših teoretikov spomina, je Halbwachsov pojem kolektivnega spomina, tistega spomina, s katerim je individualni spomin neločljivo povezan. Assmann je torej pojem kolektivni spomin razdelil na dvoje. Na komunikativni in na kulturni spomin. Kulturni spomin, pravi Assmann, je stvar institucionalizirane mnemotehnike. Komunikativni spomin, citiram, pa obsega spomine, ki se nanašajo na nedavno preteklost. Gre za spomine, ki jih oseba deli s svojimi sodobniki. To spominjanje zgodovinsko prirašča skupini,
Nastaja v času in preide z njim, točneje z njegovimi nosilci. Ta prostor spominjanja, ki ga ustvarja samo osebno skomunicirana izkušnja, izpolnjuje 3 do 4 generacije. Smo torej zelo blizu temu, kar smo videli v zvezi s Zeitromanom, romanom časa, ampak ne v njem, kajti tu imamo opraviti z bistveno večjo negotovostjo spomina. Ta neposredni horizont izkušnje, pravi Assmann, neposredni horizont izkušnje, ki ga zajema komunikativni spomin, zajema tudi sodobna ustna zgodovina, oral history. Modus komunikativnega spomina je biografsko spominjanje. In dejstvo, to, kar je danes živo spominjanje, bo jutri dostopno samo še s posredništvom medija, navadno pisnega medija. Zato so tako neprecenljiva pričevanja, ustna pričevanja, zbrana v knjigi Svetlane Aleksijevič. Zato so tako neprecenljiva literarno obdelana pričevanja, ki so vključena v roman Maje Haderlap, Angel pozabe. Zato je tako neprecenljivo avtorsko literarno obdelano pričevanje avtoričinega prijatelja, ki je izkusil delovna taborišča v nekdanji Romuniji. Torej, še vedno Romuniji, ampak v drugačnih političnih okoliščinah po drugi svetovni vojni. Avtorica je Herta Müller, zapisuje to, kar je povedal njen, zdaj že v času zapisovanja že umrli prijatelj, to zapisuje kot njegovo pričevanje, daje mu svoj glas, ker sam nima več glasu, ker sam ne pride več do glasu, da bi lahko povedal. Naslov tega romana je Zaziban dih, preveden tudi v slovenščino. Posrednik, medij, ki bo nedavno preteklost posredoval v naslednje sedanjosti, tudi ko se bo komunikacijski spomin izgubil in zamenjal z novimi vsebinami, tak medij je tudi literarna pisava. Najbližja je pripovedi, kot jo ustvarja pričevanje. Citiram Majo Haderlap. Iz molčečnežev, ki samo čakajo, da bi jih kdo kaj vprašal, pa zgodbe kar pridrejo na dan. To je trenutek, ko se je Slovenija osamosvojila, ko se je na to odzvala tudi avstrijska država, v kateri živi soseska skupnost avtorice Maje Haderlap. To je torej trenutek, ko se uradna zgodovinopisja zamajajo, ko se na preteklost začenja gledati tudi nekoliko na novo. Iz molčečnežev, ki samo čakajo, da bi jih kdo kaj vprašal, pa zgodbe kar pridrejo na dan. Ne vedo, kje naj začnejo, teža spomina jih pošteno bega, ne držijo se časovnega zaporedja, zamenjujejo imena in kraje, spominjajo se celo pripovedovanja drugih. Tako kot se ona, pripovedovalka, spominja pripovedovanja svoje babice, kar smo videli tule. In nekoliko naprej, čudim se, zakaj zgodbe v zavesti pripovedovalcev razpadajo na kose in se ne morejo navezati na širši kontekst, kakor da je vsakdo ostal sam s svojo vojno in je osamitev prič kolešček v strategiji pozabe. Začnem spraševati in iskati povezave. Kar slišim, mi ne da miru.
Navezuje se na zgodbe otroštva, ki so se ulovile vame. Ki so se ulovile vame. Hiše obkoljene, cela patrulja, 20 in 30 in 40 in 50 mož proti ženskam, otrokom, sencam v gozdu, luknja v prsih pred hišnimi vrati ležečega mrtvega partizana, ki ga pokosi rafal iz mitraljeza, kriki Ane, ki bega okrog hiše, dokler ne obmore, zelena sluz, ki jo izbruha Mirka, potem ko izveda in njen mož udahavo umrl, dekle, ki jo SS-ovci obesijo za noge in ki mora pozneje gledati, kako partizani grozijo njenemu očetu, Kahova živina, ki v štric odhaja iz hleva, gospodarica, ki je s sestro odšla k partizanom in padla. Možakarja Jurij in Johan pa skupaj z Marijo in Ano aretirana. In spet pepel iz Ravensbrücka, iz Lublina, umrl zaradi, preminil od, imena 8 mrtvih pred izropano kmetijo, družina raztrgana, mati v Ravensbrück, oče v Stein an der Donau. Kar ostaja je rožni venec iz lagerja, jagode iz oslinjenega kruha, ki drsijo skozi prste. Materialni sledovi preteklosti, ki jim smisel, pomen vnaša spomin in drugim pripoved iz tega spomina, kadar je seveda mogoče, kadar se zanjo najdejo besede, kadar se lahko izgovori. Potlačene in zamolčane, travmatično potlačene ali pa s strani uradnih zgodovinopisi po vseh koncih Evrope zamolčevane spomine posameznikov, posameznic, ožjih, širših skupin, skupnosti, predoča književnost. Kot smo rekli, približno od sredine 20. stoletja naprej, kot predvsem pričevanska književnost. Načini predočanja preteklosti so različni. Ni vse, kar predoča preteklost, teh mnogoterih izkušenj, ni vse samo pričevansko podano ali z nanašanjem na pričevanje. Roman Sophie Oksanen, Očiščenje, ki se nanaša na estonsko preteklost 20. stoletja, recimo na način tretjeosebne pripovedi, dostikrat s vpletanjem toka zavesti, doživljevalk, pripoveduje o povezavah med preteklostjo in sedanjostjo v obliki tete in njene nečakinje, ki se najdeta šele, ko dekle zbeži v trgovini z belim blagom in se po naključju znajde na tetinem estonskem dvorišču. A pripoved o tem uvaja muha, ki se zaletava v steklo, ki se zaletava in zaletava in zaletava, in v to je ujeta tudi misel, zavest, spomin tete kot ene izmed protagonistk. O preteklosti, ki se je potlačevala, torej lahko pripoveduje tudi romanopisje, ki je blizu časovnemu romanu in po svojih modelih spominja na zgodovinski roman. Dejstvo pa je, da od konca 20. stoletja naprej pripovedi, romaneskne, literarno oblikovane pripovedi o preteklosti bolj kot kdajkoli prej izpostavljajo spomin, delovanje spomina, ga tematizirajo, ga, tako kot Maja Haderlap, postavljajo kot temeljni gradnik svoje pripovedi. S tem v zvezi bom omenila prej na začetku omenjeno etično odgovornost tako zgodovinopisja
kot literarne vede in književnosti. Omenila bom roman Daše Drndić, Sonnenschein, hrvaške pisateljice, ki pripoveduje o predvsem judovski družini, o potomcu, ki je bil, ne da bi kot odrasel človek to vedel, vključen v nacistični projekt Lebensborn in torej odveden v Reich, v notranjost Reicha v času druge svetovne vojne. In roman hkrati pripoveduje tudi o ljudeh, ki so v času druge svetovne vojne v tedanji Furlaniji Julijski krajini, pozneje v coni Adriatisches Küstenland, izginili. Daša Drndić to pripoveduje s različnimi pripovednimi strategijami, od modernističnega, asociativnega toka zavesti, tudi protagonistka Hana Tedeschi gleda muho, ki se zaletava v steklo. Tako kot pri Sofiji Oksanen. Naključje? Najbrž ne. Vključuje tudi v svojo pripoved, v svoje reprezentiranje, predstavljanje preteklosti, pričevanja ali pa celo očitno fiktivna pričevanja, ki pa povsem posnemajo, se nanašajo na realna pričevanja, kakršna bi se lahko zares povedala s strani prič, ki so preteklost, vojno, nasilje izkusili. Bistveno pa je, da v sami sredici tega romana, približno takole to izgleda, najdemo 100 strani, skoraj 100 strani imen, spisek imen, imen, vseh tistih, ki so v prej omenjenem času izginili. Umrli, uradno zabeleženi ali pa v anonimnih izginulih smrtih. Zakaj? Na začetku romana, nekje na začetku pripovedi, stoji stavek: za vsakim imenom je zgodba. Za vsakim imenom ljudi, ki torej ne morejo več priti do glasu, ker so umrli, stojijo njihove zgodbe, njihova življenja, njihova izkušnja preteklosti. V našem primeru, primeru romana Sonnenschein, zlasti tista, ki je bila zamolčevana. Z zgodovino Judov v judovskih skupnosti v tedanji Furlaniji Julijski krajini in pozneje Adriatisches Küstenland za časa nemške okupacije. O tej zgodovini se tudi pozneje praktično ni govorilo. Šele danes imamo monografijo Renata Podberšiča, ki obravnava točno ta del prikrite preteklosti. Prav tako se ni veliko govorilo o projektu, nacističnem projektu Lebensborn. Bilo je znano, a o tem se ni veliko pripovedovalo. Zaradi nevednosti, sramu, kdo ve. Tudi to tematizira roman Daše Drndić Sonnenschein. V kontekstu te svoje eksperimentalne forme spiska skoraj 100 strani imen, za katerimi so zgodbe. Glasovi, v imenu katerih govori pripovedovalka, za katero pa seveda stoji avtorica v svoji etični odgovornosti. Etična razsežnost literature je tista, s katero se literarna veda danes zelo, zelo ukvarja. Ne po naključju, kajti kot je
izpisal Tomo Virk in kot zdaj zelo temeljito obravnava v svoji novi knjigi Literatura in etika. Literatura s tem, ko pripoveduje o resničnosti, ki je literarna resničnost, zahteva od nas, da to, kar beremo kot pisavo, opomenjamo. S tem, ko vnašamo pomene v to, kar si ob branju predstavljamo, pa stopamo v izkustvo drugega, tistega, ki ga predstavlja literarno besedilo. In s tem postajamo bolj in bolj vešči, to pa je zdaj moja interpretacija, s tem postajamo bolj in bolj vešči izkustva drugega, predstavljanja drugega. Literarno predstavljanje, literarna reprezentacija s svojimi mnogoterimi strategijami to še posebej omogoča. Kako torej govoriti navsezadnje v imenu nekoga drugega, kar navsezadnje počne tudi roman Maje Haderlap Angel pozabe, ko v svoje spominjanje, ki je hkrati individualno in kolektivno, po Luise Passerini itak vedno intersubjektivno, kako torej vključevati to pripoved drugega, da bo potekala v skladu s etično odgovornostjo do tega drugega, ki sam nima več glasu, da bi povedal svojo izkušnjo preteklosti. Pisatelj, pisateljica sploh v tem po Assmannu komunikacijskem spominu prevzema vlogo literarnega oblikovalca, zapisovalca. O Hani Kralj, s katero smo prej začeli, prevajalka v slovenščino, Jana Unuk pravi: Hana Kralj si svojih zgodb nikdar ne izmišlja, čeprav jih pripoveduje na literarni način, selektivno, in jim podeljuje obliko. Zato, da lahko bralci in bralke vstopamo v svet preteklosti, ki ga s svojimi strategijami izgrajuje literarna pripoved. Tako da prevzemamo, da se, bom rekla po starem, uživljamo v perspektive, v zaznavanja tistih, ki v prikazani preteklosti so fiktivne osebe, ki pa za trenutek postajajo, v času branja postajajo tudi mi sami. In nasprotno seveda. Najbrž tudi ni naključje, da se še prej kot Maja Haderlap v romanu Angel pozabe osebnega literarnega pričevanja o preteklosti oprime recimo Maruša Krese v romanu Da me je strah. In najbrž ni naključje, da je to roman, ki je razpet med več generacij, ki jih združuje, doživeta in na potomce prenesena, v potomcih podedovana, vpisana preteklost. Literarna teorija in zgodovinopisje danes govori tudi o tako imenovani podedovani preteklosti, celo podedovani travmi. Kajti v tem izkustvu, in tudi o tem najdemo razmislek in poročilo in primer v Svetlani Aleksijevič, v tem primeru celo posamezne besede dobijo drugačen pomen, kot ga imajo običajno, kot ga imajo pri ljudeh, ki te preteklosti niso izkusili. Svetlana Aleksijevič predoča pričevanje pripovedovalke, pričevalke,
ki jasno pove, beseda mama na fronti, na bojišču, je nenadoma dobila čisto drugačen pomen. In ta pomen so lahko razumeli samo tisti, ki so s pričevalko delili njeno izkušnjo fronte. Verjetno pa širše tudi vsi tisti, ki so izkusili vojno nasilje. Za zaključek bom omenila še dvoje. Assmannova delitev kolektivnega spomina na komunikativni spomin in na kulturni spomin se v katerih od sodobnih evropskih romanov o preteklosti 20. stoletja, tega časa skrajnosti, lahko celo znova združi, ampak ne samoumevno, pač pa na literarno reflektiran način. Roman Slobodana Schneiderja, hrvaškega režiserja in tudi pisatelja Doba Brona, pripoveduje iz podedovane preteklosti donavskih Švabov, naseljenih v Sremu, Vojvodini, tudi Bački. In kolikor po Assmannu kulturni spomin poskuša utemeljiti identiteto neke skupnosti, ki je nosilka tega spomina, v davni preteklosti, tako rekoč za nekimi utemeljitvenimi miti, Slobodan Schneider začne svojo pripoved z mitsko, mitizirano preteklostjo prednikov donavskih Švabov v daljni Nemčiji. Na Nemškem je leto suhih krav, padal je obilen dež, vse je zgnilo. Krompir še ni bil spoznan za prijatelja siromakov, nekateri so ga gojili za voljo lepih cvetov, neurja so uklestile žito in vojne so opravile svoje. Vojščak ne seje, pač pa je. Hlevi prazni zijajo, živine ni slišati, tem bolj pa hiše cvilijo od lakote. Ob jesenskih večerjih sedijo možje ob oljenkah, molčijo in kadijo pipe, ženske režejo zelje. Drugega nimajo. V enem takih večerov v krog medlikastega soja oljenke stopi neznanec. In tu se pripoved začne nekako nanašati na staro, najbrž vsem nam znano pravljico o tiskaču iz Hamelina. Eden od članov družine, ki jih obišče ta neznanec, se odloči za pot. Pot, kamor ga snubijo cesaričini odposlanci. In utemeljitveni mit se nadaljuje z naslovom Praoče Kempf, praoče, stopi na tla Sklavonije. Kulturni spomin, potem kot je v njegovi navadi, preskoči. Potomec tega praočeta Kempfa pa je protagonist pripovedi, mladi Georg Kempf, ki doživi vso grozljivko druge svetovne vojne. In več o tem ne bom pripovedovala, ker si lahko preberete sami in zelo vam priporočam, da si ta roman preberete. Za zaključek tudi Slobodan Schneider, kot vse avtorice in avtorji, ki sem jih danes omenila in soočala z Assmannovim razumevanjem spomina, pa s teorijami zgodovinopisja, vsi ti počnejo to, kar je pravzaprav zapisala Hana Kralj v čisto uvodnem odlomku, s katerim sem začela to predavanje. Unavzočajo z literarno reprezentacijo preteklosti
preteklost unavzočajo, vračajo navzočnost in tudi glasove tistih, ki so ostali brez njih. Hvala lepa. Upam, da vas nisem preveč teoretsko izmučila, ampak te stvari vedno pridejo prav, ko razmišljamo o književnosti. Ko razmišljamo o književnosti s snovjo preteklosti. Kaj nam pravzaprav pripoveduje in kako nam pripoveduje. Zdaj pa, če ima kdo od vas kakšno vprašanje, z veseljem samo vnaprej povem, vnetje sinusov, kot ponavadi, na ves glas ga izgovorite, da vas bom res slišala. Lahko je čisto resno vprašanje, za kakšno uro pa pol še. Čudovito predavanje. Zdaj pa eno čisto banalno pa kratko. V etičnem smislu, kakšno vlogo ali pa kakšno mesto pa ti pripisuješ ponarejenim avtentičnim pričevanjem. Kot jih recimo zadnji, meni recentni znan škandal, v narekovajih, Šepetavci, Fidžesa, ali pa recimo v višji literarni sferi Esterhazyjev roman Harmonija Celestis, kjer je nek zgodovinski okvir pripeljan zelo spretno do sodobnosti, kjer pa, ne rabim se razpovedovati. Ja, na te ponaredke, ki so seveda nastajali, se je literarna zgodovina verjetno prvič divje odzvala, še prej pa kritika in še prej en sumničav novinar, švicarski novinar, ob pričevanju iz izkušenj holokausta, iz domnevnih izkušenj holokausta Benjamina Vilkovskega. O tem recimo v slovenski literarni vedi piše Alenka Koron in razmišlja o tem, članek je objavljen v tisti reviji Primerjalna književnost, ki združuje članke s konference o prenovljenih zgodovinah, ki mislim, da ga je omenila tudi prodekanja Barbara prejle v zvezi z mojim bitjem in žitjem. Kaj si mislim o tem? Važno je, da smo tako literarno izostreni oziroma vsaj toliko poučeni ali pa nas do tega pač pripelje literarna zgodovina, literarna kritika, mediji, da se zavedamo ponaredkov, ki delujejo prepričljivi kot prepričljivo pričevanje, vendar pa to niso. Ali imam jaz pravico obsojati Velikovskega? V bistvu je nesreča v tem, da se predstavlja kot pričevalec, kot priča dogodkov. Dejstvo pa je, da je njegova pripoved kot da resnična pričevalska pripoved tako zelo medbesedilno ustrezala pričevanskim pripovedim, da če tisti novinar ne bi postal sumničav, ga najbrž nihče ne bi prepoznal. In dejstvo je, da je literatura seveda fikcija. Tudi pričevanska književnost, tudi Pahorjev roman Nekropola, ki nastaja iz grozljivih izkušenj taborišča in iz grozljivih izkušenj torej resnične priče, dejanske priče in tudi iz pripovedovalčeve, avtorjeve, protagonistove travme, ki se poskuša izraziti v besedah. Dejstvo je, da je zraven gesta literarnega oblikovanja. Zakaj? Nemara zato, da si v resnici lahko predstavljamo izkušnjo, ki jo je preživel pričevalec in ki jo je sposoben povedati v
literarni oblikovanosti, zaradi katere lahko kolikor mogoče celovito vstopamo v njegovo izkušnjo. Tu smo seveda na zelo spolzkih tleh. Sodobna književnost recimo pozna tudi žanr dokumentarnega romana, kar je že samo po sebi oksimoron, se pravi dva pojma, ki sta nezdružljiva. In deloma je dokumentarni roman seveda tudi roman Daše Derendić, vendar tega ne skriva. Ravno tako ne skrivajo tega niti recimo tisti romani, ki jih ne moremo imeti za pričevanje, ker ne izpolnjujejo tudi v tem primeru zahtevane avtobiografske pogodbe, kot jo predstavi Filip Ložen, se pravi istovetnosti avtorja, avtorice, protagonista, protagonistke, pripovedovalca, pripovedovalke. Ne izpolnjuje tega pogoja, ker je avtor nekdo drug. In temu se reče heteropričevanje, ki ga je zelo, zelo natančno utemeljila Lucia Boldrini, italijanska kolegica, ki zdaj predava v Angliji. In takšno heteropričevanje najdemo tako v Daši Derendić v romanu Sonnenschein, kot je navsezadnje to tudi pripoved, ki odgovorno posoja glas izginulim v kratkih pripovedih Hane Kralj, v slovenščini naslovljenimi s skupnim naslovom Navzočnost. Verjetno me je malo odneslo, ne vem, ali sem odgovorila. Potem imamo pa še en problem. Imre Kertész, Brezusodnost. Pripoved, ki jo govori prvoosebni pripovedovalec iz svoje izkušnje judovskega dečka, prepeljanega v nacistično taborišče. Vemo, da je bil Imre Kertész, avtor, prepeljan v taborišče, da je bil predviden za žrtev holokavsta, da je bil žrtev holokavsta, četudi je preživel. Ampak avtor Imre Kertész je izrecno zanikal, da bi bil protagonist in prvoosebni pripovedovalec romana Brezusodnost on sam. Namenoma se je postavil v distanco, kar pa najbrž spet ni naključje, kajti prvič postavljanje v distanco do samega sebe marsikdaj šele omogoči pripoved iz travmatične izkušnje. V Svetlani Aleksijevič najdemo argument, iskali so besede, da bi se oddaljili od tega, kar so doživljali. Po drugi strani pa je Imre Kertész hotel najbrž, ne hotel, ampak v njegovi pripovedi deluje tudi tisti princip drugače povem, ki zelo groteskno prikazuje, zelo groteskno komentira odnos drugih, ki niso preživeli taborišča, do preživelcev in preživelk. Potem je ta distanca tudi tisti princip, ko ga Maja Haderlap napisala Angel pozabe v nemščini. Mislim, da Maja Haderlap je izrecno govorila o tem, da se je morala nekako oddaljiti od sebe in da je to uspelo šele, ko je začela pisati to, kar je živelo in delovalo v njej kot individualni spomin, kot podedovani spomin očetov, babičin, mamin, vse sosedske skupnosti, šele ko je govorila, pripovedovala v jeziku, ki ni bil njen materni jezik, je bil pa stalen jezik navzoč v njenem otroštvu. Tu je uveljavila jezikovno distanco. Pa tudi tako, da je pisala v avtobiografskem diskurzu, ne pa v žanru avtobiografije. Kajti pripovedovalka in protagonistka je Mic in ne Maja, odrasla Maja.
Tudi jaz bi se vam zahvalil za vaše imenitno in inspirativno predavanje. Bi pa imel dve vprašanji, torej, ali pa najprej en komentar pa vprašanje naš. Kultura spominjanja, o kateri ste govorili in ki dobiva svoj odraz tudi v literaturi, ima dve izraziti specifiki, eno historično, če tako rečem, pa eno fenomenološko, če temu smemo tako rečem. Ta kultura spominjanja, ki smo jo dan današnji priča in vi ste rekli zelo vladavina kulturnega spominjanja, je izrazito značilnost našega časa, druge polovice 20. stoletja. Lahko bi vlekli od antičnih časov, ko so bile v mirovnih pogodbah zapovedana stoletja molka, pa do Churchillovega govora v Dresdnu leta 1944, ko je rekel, da bo nova Evropa lahko nastala šele potem, ko se bo čez Evropo spustila zavesa pozabe. No in vendarle potem pride v drugi polovici, potem kar sledi v drugi polovici 20. stoletja do izrazite, kot vi pravite, vladavine kulture spominjanja. In druga stvar, ta fenomenološka specifika je, da je ta kultura spominjanja izrazito fokusirana na travmo, na bolečino. In mene bi me zanimalo, kako vi razlagate to, kakšna je genealogija tega, da tako rečem, obsedenosti s spominom in te torej, fokusiranja na bolečino. In druga stvar, torej vaše predavanje je bilo navdušujoče, napovedali ste na začetku, da boste tematizirali tri področja, veliko spomin, književnost in zgodovinopisje. In nekoliko malo izostalo mi je pravzaprav pa ta vaša razlaga, pa vaše mnenje, vaš odnos do zgodovinopisja. Kako znotraj vsega tega vidite zgodovinopisje? Ali se vam zdi, da je zgodovinopisje pozabilo na te zamolčane? Ali mislite, da je ali kakšna je možnost zgodovinopisja, da da glas tem zgodbam razvitih drobcev. No in slednjič, še ena pripomba, jaz mislim, da za vsakim imenom ne stoji zgodba, ampak življenje. Saj, zgodba je življenje, oziroma spet k Svetlani Aleksijevič, njihova življenja so teksti. Tako sama vidi njihova življenja, o katerih sliši. Tako jih pravzaprav poimenuje, direktno s tem izrazom. Njihova življenja so teksti. Zdaj se bom poskušala znajti v tem, kar ste povedali, se pravi najprej vprašanje o zgodovinopisju. Omenila sem Franka Ankersmitha, omenila sem portugalskega teoretika zgodovinopisja, ki je mimogrede seveda diplomiral iz književnosti, se opravičujem za to zamolčano malenkost, je pa tudi filozof. Zgodovinopisje, sodobno zgodovinopisje niti malo ne pozablja na preteklost, ki je ostala neizražena. Prav nasprotno, ravno sodobno zgodovinopisje je razvilo zelo obsežno vejo, tako imenovane ustne zgodovine, oral history, se pravi sistematično zbiranje pričevanj, beleženje pričevanj in to ne samo podatkov o tem, kar je povedano, ampak tudi podatke o tem, kako je to povedano, se pravi z vsemi premolki, preskoki, asociacijami, s tistimi razpokami, ki govorijo, da nekaj povzroča bolečino. K tej bolečini se bom torej še vrnila, kot k vašemu prvemu vprašanju. Drug vidik sodobnega zgodovinopisja, ki pa se zelo intenzivno ukvarja prav s dialoškostjo, s soočanjem kolektivnih spominov, s sopostavljanjem kulturnih spominov, pa je skupna ali tudi deljena zgodovina, shared history, entangled history, in verjetno jo tu čaka še ogromno dela, se pa že intenzivno dogaja. In v svoji dialoški naravnanosti je seveda zelo
zelo humanistično utemeljen proces, ki proizvaja lažje sobivanje. Ker kolektivnih spominov pač ni mogoče pozabiti ali izbrisati, šele ko se soočimo z njimi, pa najbrž omogočajo sobivanje. Kar pa, torej, zgodovinopisje in književnost sta tu v izrazito medbesedilnem razmerju, kar se tiče ustne zgodovine in kar se tiče skupne ali deljene zgodovine, katere deljenost teži k temu, da se preseže. In drugič, ukvarjanje z bolečino. Zaradi časa skrajnosti, s katerim je torej Hobsbawm opisal 20. stoletje, je dejansko veliko sledov v preteklosti ostalo zamolčanih, potlačenih, ker so bili preboleči, prestrašni. In da lahko spet pridejo do glasu, je pač jasno, da jim je namenjeno veliko pozornosti, najbrž pa dolgoročno ne predstavlja kulture spominjanja samo bolečina, ampak tudi radost ob tistih dogodkih, na katerih se utemeljuje ta ali ona skupnost ali pa mnogotere skupnosti. Je pa seveda razumljivo pričevanjska književnost in ponovno uzaveščanje holokavsta, ki nekaj časa ni bilo prav posebej izgovarjano, se je začelo z bolečino. Tako da je ta opredeljenost kulture spominjanja z precej opisano bolečino po svoje razumljiva. S tem se je nemara začelo. In še nekaj se da s tem v zvezi omeniti, ker je kulturni spomin po Janu Assmannu institucionalizirana memorija, se pravi razvidna v ritualih, v obredih, v skupinskih nastopih, v urejanju prostora, opremljanju z spomeniki, z muzeji. Zaradi tega se včasih lahko tudi malce pretepa z individualnimi in komunikativnimi spomini. Ja, prosim. V bistvu, to pa moram zdajle povedati, pravzaprav je bilo moje predavanje izrazito v dialogu s kolegico filozofinjo Cvetko Tot, ki je v prejšnji številki Ars et Humanitas pisala o razmerju med Adornovo filozofijo in anamnezo. Moje vprašanje je v tem kontekstu mnemozine, spomin in ideja nesmrtnosti. Glejte, nekateri humanisti, literati, filozofi, umetniki so malo preveč dobesedno vzeli znano Nietzschejevo tezo marš ven z idejo nesmrtnosti iz evropske kulture, ker smo še pred svojo smrtjo za idejo nesmrtnosti večkrat še živi morali umreti. Eksistencializem, en del, je dobesedno idejo nesmrtnosti iz sodobne evropske kulture pregnal in gledajte, tu se zdaj dogaja soočanje Heidegger-Adorno oziroma Frankfurtska šola in pa Freiburška. To so huda, težka soočanja in ko si prej omenila holokaust, mi nimamo praktično v preteklosti tega, kar prinaša holokaust. Poglejte, v naši kulturi, in to sodi med same temelji komunizma, je življenje vsakega človeka enkratno, neponovljivo, posebno. In taka je tudi smrt. Enkratna, neponovljiva, osebna. In to je bil največji zločin narejen človeku z industrijo smrti, to je fenomen Auschwitz, da smrt postaja obča, kolektivna, dobesedno industrija, ne več osebna. Kako recimo v delih teh avtorjev
izbija ta potreba po, povejmo, peljavi knjigi življenja, negovanje ideje nesmrtnosti, novi kategorični imperativ Auschwitza nikdar več. To je tisto, kar je pri Adorno. Zgodilo se je nekaj, kar se nikdar ne bi smelo zgoditi in novi kategorični imperativ pravi nas, Nemcev, je Auschwitza nikdar več. Jaspers pravi, različne so krivde, ampak nek narod mora vzeti nase tudi krivdo. On loči 4 krivde, med drugim tudi metafizično, ki je odsotnost sočutja. In kakor se meni zdi, vsi ti romani vendarle nekako opozarjajo na nujnost negovanja ideje nesmrtnosti. Oprostite, to ni isto kot posmrtno življenje. Negovanje ideje nesmrtnosti in potem seveda še to, kar je pretresljivo tudi pri tej Haderlapovi. Potrjuje Adornovo tezo. Sreča mišljenja je, če vsak trenutek še v najtežji situaciji sploh lahko razmišlja. Adorno, naš Pahor, pa vsi ti avtorji. Zdaj pa jaz postavila takole vprašanje. A niso oni s tem sesuli ta del eksistencializma, ki je prisegal s svojim militantnim ateizmom, na to, da jim je Hans Jonas, ki je sam iz te šole lepo rekel, ven iz vode smrtnosti. Vidite, to je pa tisti Heideggerjev greh, ko mu je Walter Schultz, zelo liberalen mislec, lepo rekel, ti, Heidegger, se malo vprašaj za svojo soodgovornost, da je iz sodobne evropske kulture in humanizma praktično ideja nesmrtnosti izginila. Na ta način mi neke kulture in njenega humanizma negovati ne morem. Zdi se mi, da praktično vsi romani, ki sem jih omenila, in vsi tisti, ki jih nisem, priklicujejo to nesmrtnost, ki jo omenjaš, ravno s tem, ko tako zelo tematizirajo minevanje časa. In tega ne delajo tudi, torej, če oblikujejo zgodbo z začetkom, sredino in koncem, je to zgodba, ki nosi pripoved, ki se odpira v časovno diskontinuiteto. Ta pa v bistvu tako ukinja, kakor z ukinjanjem tudi priklicuje končnost in začetnost. Spomin, ki se giblje, ki je živ, Walter Benjamin je s svojim razumevanjem zgodovine najbrž nekoliko nasprotoval Heglu in teleološki percepciji zgodovine, ravno s tem, ko je predvideval, da zgodovinopisje lahko o tistih, ki so živi, pa niso izgovorili svojih sledov navzočnosti, govori pravzaprav samo v časovni diskontinuiteti. Se pravi, v razpršenem času, ki pa je čas, ki najbrž vlada spominu, individualnemu spominu. Doživljanju, osebnemu doživljanju. Ker podobe preteklosti, pripovedi preteklosti se v spominu ne vrstijo v svojem kronološkem zaporedju, pač pa prihajajo van najbrž asociativno v osebni spomin. In se v tem svojem nenehnem posedanjanju po eni strani izmikajo smrtnosti, po drugi strani pa se urejajo v koherentnejšo pripoved ravno z vidika tudi končnosti, minevanja smrtnosti, ampak po drugi strani ravno s tem priklicujejo pa tudi nesmrtnost, ostajajo v posredovanju. Čeprav pri nas je ta Raskermauner genialno dojel tole past, svetost smrti.
Ja, s tem je tako. A je to čas brez konca v nič, čisti nihilizem, endgame, ne? Ali pa je to čas brez konca v večnost. In vem, ko je to zapisano, sem jaz začela študente opozarjati, dajmo se zavedati, kaj mi, Slovenci, sami seboj počnemo. Čisti nihilizem je zaklinjanje svetosti smrti, čas brez konca v nič. Veste, nihilizem, to je pa grdo zlo. Nietzsche ni njegov zaklinjalec. Njemu je šlo za to, da ga premaga. Ampak, kakor sem jaz razumela, je tebi danes genialno uspelo pokazati to, kakršnokoli je že to bilo trpljenje. Vsej ta smisel je, da tu nihilizacija ni navzoča. Ne, ni in tu se bom spet sklicevala zelo kratko in jedrnato na Majo Haderlap, tokrat pa na njen govor, ki ga je imela ob 100-letnici Republike Avstrije, kamor je bila povabljena kot slavnostna govornica, kot pisateljica, ki prihaja iz skupnosti, ki govori dva jezika, ki se torej ves čas znajdeva v tako imenovani medkulturnosti in iz tega ustvarja svojo izkušnjo in osmišljanje demokratične ureditve, recimo v družbi. Maja Haderlap je govorila tudi rahlo sklicujoč se, zelo narahlo sklicujoč se v tem govoru na to, kar piše v romanu Angel pozabe, o dolgem dihu zgodovine, der lange Atem der Geschichte, in oben postavila zavest nikoli več. Nikoli več, ravno z uzaveščanjem tega, kar se je zgodilo. In to uzaveščanje na nek način obnavlja navzočnost, ne smrtnost, ne minulost tistih, ki pa so preživeli to, kar se je zgodilo in kar naj se več ne zgodi. Pri Svetlani Aleksijevič so posebej izpostavljena občutja. Eden izmed pričevalcev, izjemoma tudi pričevalcev, pove, vnukom raje pripovedujem ženino zgodbo. Njeno izkušnjo preteklosti, zato ker jo pripoveduje z občutenjem, ker se iz te pripovedi vzpostavljajo, ker iz te pripovedi rastejo njena tedanja občutenja, ki jih posedanja. In to je tisto, kar nagovarja vnuke in vnukinje, kar jim prenaša izročilo naprej, občutenje na način sočutja, ki si ga ti prej omenila. Vanessa, lahko samo ravno v tem duhu tega etičnega vidika se prele iskala, enkrat sem nekaj delala Haderlap, en kratek citat malo naprej od tistega tvojega prvega, kjer v tem kontekstu nikoli več in nekem pozitivnem smislu pravi takole. Med deklarirano in dejansko zgodovino Avstrije se razprostira nikogaršnja dežela, v kateri se človek zlahka zgubi. Vidim se opotekati med temnimi, pozabljenimi kletnimi oddelki hiše Avstrije in njenimi svetlimi, bogato opremljenimi prostori. Nihče v svetlih prostorih očitno ne sluti in si tudi ne more predstavljati, da v tej stavbi živijo ljudje, ki jih je politika zaprla v klet preteklosti, da jih tam napadajo in zastrupljajo lastni spomini. Tako je, hvala lepa. Tudi ta odlomek bi morala prebrati in Maja Haderlap je
saj seveda ti to veš najbrž bolje kot jaz, pripovedovala svoj roman Angel pozabe, se pravi individualne spomine, v katere je bila neizbrisno vpisana tudi, v katere so bili neizbrisno vpisani tudi spomini njene soseske, babice in drugih, neločljivo. Pripovedovala je tudi zato, oziroma s tem, da, kot sem prej omenila Jurija Mihajloviča Lotmana, pripovedovala je sami sebi s to distanco, da je lahko upovedala, napravila to svojo preteklost v njej predstavljivo, da se ji ni zgrnila nanjo kot kup drv, kar je tudi ena od metafor v tem romanu, komparaciji. Ampak s tem, ko je to povedala, je dejansko povzročila tudi prepadenost, fascinacijo. Fascinacijo v smislu občudovanja, literarne moči njene pripovedi, ki je v avstrijsko dojemanje preteklosti vnesla povsem neznano dimenzijo. Tudi zato je bila prejemnica številnih nagrad in tudi zato je sam avstrijski predsednik menda obiskal njen rojstni kraj nad Železno kapljo in tudi zato je ta roman tako zelo prevajan po Evropi, ravno zato, ker pripoveduje o soočanju kolektivnih in kulturnih in komunikacijskih spominov za skupno sobivanje. Še kdo? Vi ste že malo izčrpani, jaz pa tudi. Zahvaljujem se vam za pozornost in upam, da boste čim več brali te sijajne romane, pa tudi Svetlano Aleksijevič, ki roman ni, je pa zelo, zelo dragoceno branje pričevanj, ki nas popolnoma presenetijo. Kaj so ženske zaznavale, kako je bilo drugače, kaj vse ni prišlo v nam znane pripovedi o zgodovini druge svetovne vojne. Hvala lepa torej.